Gledate oddajo Klepet ob kavi. Ja, lepo pozdravljeni. Že Nikola Tesla je dejal, da če želimo razumeti vesolje, moramo gledati z vidika frekvence, energije in tudi vibracije. In vse to je okoli nas, pa če hočemo ali pa ne. In tukaj je zdaj naša režija že dala nekaj najbolj pogostih frekvenc, torej glavne, blagodejne in pa tudi tiste, ki lahko po drugi strani povzročajo bolezni. In ko smo ravno pri frekvencah, omenila sem jih zato, ker tudi moja naslednja gostja pravzaprav deluje po načinu, da so njene terapije izjemno blagodejne, meditativne, s posebno glasbo, čutne, tudi aromaterapija in tako naprej, tako da zdaj nas bo malo odnesli, ampak še vedno pa seveda bomo namenili glavno besedo zdravju. Govorili bomo namreč o temi, ki je velikokrat kar malce pozabljena, preslišana, tako da Neža Justin, lepo pozdravljena. Ja, dober dan. Torej, ti se z marsičem ukvarjaš, ne? Ampak tvoja primarna dejavnost, torej tisto, o katerem bomo mi danes govorili in kot sva rekli, je res malo zanemarjena zadeva, je Limfna drenaža. Limfna drenaža. Tako. Ljudje v bistvu nič ne vemo o tem, ne vemo niti, kaj pravzaprav, kako jo lahko izboljšamo, ampak takrat, ko je pa že prepozno, takrat pa potem iščemo neke rešitve ponavadi, ne? Ja, tisti, ki imajo s tem težave, vejo veliko več. Na splošno je pa to tema, ki je veliko ljudi ne ve za te težave oziroma ne dajo veliko poudarka na limfno tekočino. Je pa zelo pomembna. O tem je govoril že Hipokrat, 400 let pred štetjem, potem Aristotel, da obstajajo žile, ki prenašajo belo kri in so v bistvu je ta bela tekočina odgovorna za skoraj vse bolezni človeka. Kasneje je pa o tem v bistvu življenje posvetil dr. Emil Vodar. Ti po njemu delaš, ne? Je tako? In po njemu se dela ta terapija. Ti tudi v bistvu še nekaj me zanima. Zdaj, a rabiš kakšno posebno izobrazbo poleg tega tečaja? Kako je s tem? Lahko to vsak izvaja? V osnovi, da izvajaš limfno drenažo po dr. Vodru, moraš biti vsaj diplomiran v zdravstvu. Večinoma so to fizioterapevti, potem pa lahko tudi delamo to diplomirane medicinske sestre, zdravniki, pa še kdo mogoče, ampak vsaj diploma v zdravstvu je potrebna. Kaj si pa delala na Tirolskem? Še to mi povej. Kaj se je dogajalo? Neka zelo priznana šola je tam, ne? Tako, ja. Izobraževanje poteka v večjih stopnjah. Osnovno in terapijo eno sem naredila pri Silvi Uršič, fizioterapevtki, ki izobražuje v Sloveniji in se je tudi izučila tam na Tirolskem. Drugo in tretji tečaj sem pa šla kar tja narediti. In sicer me je naučila Hildegard Wittlinger, učenka in prijateljica od dr. Vodra, ki ima limfedema kliniko in sicer zraven jezera Valzee na enem čudovitem mestu in je klinika najbolj priznana na svetu. In ti si o tem pobrala vse glavne informacije, da mi zdaj malo razložiš Čim več. Kaj pravzaprav mi rabimo laiki vedeti o limfi in predvsem, kako poskrbeti, da bo delovala tako, kot mora? Ja, prvo, kar je fajn, da vemo, je, da je telo sestavljeno iz 1/3 trdne snovi, 2/3 pa je tekočina. In tekočina se pretaka po transportnem sistemu, to je krvni in limfni sistem. Krvni sistem se deli na arterijski in venski. S tem, da arterijski je dovodni, se pravi oksigenirano kri, polno hranil odnese do tkiv. Potem se pa po limfnem in po venskem in limfnem sistemu kri vrača. Tako da venski sistem in limfni sistem imata različne funkcije. Po venskem sistemu to je limfna drenaža, ja. Če lahko samo to zdaj vmes povem, limfna drenaža je v bistvu taka nežna ritmična tehnika, ki poteka vzdolž limfnih žil in poskrbi za odvajanje bremen. Vedno je smer proti bezgavkam in sicer v dveh smereh, potisk in razteg kože in vedno je točka nič, se pravi tista točka, kjer spustimo kožo. Tako da tako zelo v bistvu sproščujoča tehnika. Ja, limfne žile imajo zaklopke in tudi venske, to je
te dve stvari sta povezane, žile so podobne. Kar je razlika, limfna tekočina je taka bele barve. Če bi vprašali kakšne zdravnike, ki so jo pač videli, izgleda kot kakšen malo bolj redek vaniljev puding. Tako malo za predstavo. In sicer po njej se pretakajo molekule, ki so prevelike, da bi šle po krvi. To so maščobe, beljakovine, odpadne snovi, strupi in odvečne tekočine. Potem pa imamo v telesu okrog 600 do 700 bezgavk. Temu se pa lahko reče tudi filter postaje. In sicer največ jih je v predelu vratu, kar okrog 160. Ostalo pa so po celem telesu, veliko tudi v tem maksilarnem delu, pod pazduho, v dimljah. In če imamo, to so v bistvu postaje, kjer se prečisti te tekočine. A ti to recimo, ko nekoga takole se malo lotaš, točno vediš, kje je problem, kje ima recimo, ne vem, vozle v narekovaj, torej, ne vem, kje se mu zadržuje limfa, oziroma je tam slabše delovanje in to optimiziraš verjetno, ne? Ja, do tega bomo še prišli, ker bom govorila o limfedemih. To je definitivno vidno limfterapevtu že hitro. Sprosimo česem, oziroma mi pa težko verjetno to prepoznamo, ali? Odvisno. Se pravi, če je slabo delovanje limfnega sistema, imamo lahko težave z aknami, imamo prehlade, slabši imunski sistem, tako nečisto kožo, lahko imamo celulit. V glavnem, to so neke težave, ki jih, če je slabša kvaliteta mehkega vezivnega tkiva, je pač tistim, ki o tem kaj vemo, se to vidi. Ja, pa tudi posameznik se mogoče tudi ne počuti najboljš, ker je pač telo prenasičeno. Limfedem si omenila. Limfedem sem omenila. Da slišam. Ja, no, v bistvu, no pa še preden greva na limfedem, lahko povem, zakaj vse se uporablja limfna drenaža, pa potem mogoče opišem podrobno limfedem. Se pravi, uporablja se v preventivne namene lahko in mogoče zato, ker je tak čas specifičen trenutno. Naj povem, da limfna drenaža pač vpliva na splošno regeneracijo telesa in izboljšanje imunskega sistema. To je zelo pomembno, ja. Ja, ker če je dober imunski sistem, je manj dovzeten za različne okužbe in če pride do kakšne okužbe, potem pač je prognoza veliko boljša oziroma lažje pridemo čez. Pa uporablja se v bistvu, mislim, zelo vpliva na napetost in stres, kar pa mogoče v tem času je spet nekaj, kar je dobro početi, ne, pač. V glavnem, drugače se pa uporablja tudi v kozmetične namene, in sicer za odpravo celulita, za odpravo podočnjakov, aknaste kože, za povečanje elastičnosti kože pri recimo med, pred, po hujšanju, za odpravo stri. Potem se pa uporablja še v medicinske namene, in sicer za zdravljenje limfedemov, pa raznovrstnih edemov, ki so tudi posledica, recimo, če imamo težave z živčnim sistemom, lahko pomaga pri kot nadaljevalni tretma pri herpes zostru, pri multipli sklerozi, pri Downovem sindromu celo. Indikacij je ogromno. Potem, če imamo recimo pri revmi, artrozi, osteoporozi, če pride do zatekanja, takrat pomaga limfna drenaža. Pri raznih zvinih, zlomih, V bistvu nekaj vrste zastajanja vode pol v bistvu na ta način pospešimo, ne? Zastajanje limfne tekočine, tako. Pri vsakem zastajanju limfne tekočine, migrene, so tudi, ampak najbolj pomembno so pa limfedemi, ne? Dejva. Ja, limfedemi. Što smo se že smatra, da smo kaj to? Ja, limfedemi so v bistvu zatekanje zaradi prevelikega nabiranja z proteini obogatene tekočine med celicami in simptomi, da ima človek limfedem, je v bistvu vidno zatekanje, potem tak občutek napetosti, občutek mravljinčenja, manjša gibljivost,
Imamo pa limfedemov dveh vrst. Razdelimo jih na primarne in sekundarne. Primarni limfedemi v bistvu so težave že ob rojstvu, lahko se pa šele pokaže posledica tekom življenja. Ni nujno, da že kmalu, lahko tudi, ne vem, v srednjih letih. Gre se pa za degeneracije oziroma, gre se za to, da je recimo premalo limfnih žil ali bezgavk, za slabše delovanje le-teh, mogoče odsotnost teh, in se pojavi zato limfedem. Sekundarni, teh pa največ obravnavamo, te pa pridejo naknadno zaradi neke degeneracije, zaradi limfnih žil ali bezgavk, zaradi operacije, obsevanj, poškodb in tako naprej. In največ, oziroma zelo veliko, je res žensk, večinoma po raku. Naprimer po raku dojke, ko odstranijo bezgavke, potem tisti del telesa, v tem primeru roka, ko bezgavke ne opravljajo svoje funkcije, potem roka zateče. Če je po raku recimo reproduktivnih organov, zateče noga, recimo. In taki ljudje, ki imajo diagnozo limfedem, naj povem, da imajo pravico do 10 terapij letno preko zdravstvenega zavarovanja. Fizioterapevti večinoma v zdravstvenih domovih opravljajo, čakalne dobe so kar dolge, tako da kot vse, ko so drugje. Tako, če imate težave, res pripada 10 terapij, velikokrat je potrebno več, takrat pridemo na vrsto tisti, ki delamo to samoplačniško. Še vedno je terapevtov manj, kot je povpraševanja. Zelo bi pa še enkrat poudarila, da naj take osebe grejo res k strokovnjaku, ki zna limfno drenažo po doktor Vodru. Če je človek zdrav, ni večjih težav, tudi če bo izbral kozmetični salon za limfno drenažo, čim pa je kakršenkoli problem, lahko pa to naredi veliko več škode kot koristi. Tako da na Slovenskem združenju za limfedem je tudi seznam vseh terapevtov, tako da tam si lahko pogledajo. Tudi združenje organizira delavnice, jih je, pa še jih bo, kjer se naučijo vaj, pa samopovijanja. Samopovijanja, no. Zdaj lahko povem tudi, kakšna je najboljša terapija za limfedema. Sicer je to kompleksna dekognitivna terapija in sicer poteka v 4 fazah. Najprej je pomembna limfna drenaža po Vodru, ki se mora izvedeti vsaj 10-krat v roku 2, 3, 4 tednov, se pravi pogosto, najbolj bi bilo vsak dan. Zelo intenzivno pa, ne? Intenzivno, da se odstrani tekočina iz dela telesa, ki je obremenjen. Potem se pa takoj po limfni drenaži povije, kompresijsko povije pacienta, stranko, kakorkoli, in se izvaja vaje, aktivne vaje, ki jih... To je pa zelo pomembno pri delovanju limfe. Ja. Razločene vaje. Ja. Ne samo za tiste, ki imajo limfedem, za vse. To bova potem še, bova lahko o tem govorile. Da povem v bistvu, kakšne so vse preventivne ukrepi, da ne pride do takih težav. Se pravi, vaje, ki jih limfterapevti naučimo. Potem pa tudi je zelo pomembno, da negujemo kožo. Nega kože? Nega kože, ja. Kar tisti predel, ki je utečen, tam koža je bolj obremenjena. Zelo fajn jo je hidrirati, dobro se je umivati z pH-nevtralnimi mili. Potem pa predvsem paziti, da se ne poškodujemo, ker tudi recimo pri delu na vrtu
ali pa kakšna domača žival nas lahko malo praska in za ljudi, ki imajo limfedem, so posledice lahko zelo, zelo hude. Pride do vnetja in imamo velike težave in poslabšanje Veš, kaj me še zanima? Zdaj, ko si omenila te stvari, kaj pa hrana? Koliko je hrana pomembna, recimo? Hrana je zelo pomembna, tako kot za vse ostale stvari. Kakšne smernice, priporočila? Ja, predvsem veliko vlaknin. Veliko vlaknin, zelenjava in čim manj tega, kar že vemo, da obremenjuje telo, to so enostavni sladkorji, tudi meso v prevelikih količinah, ni priporočljiv. Predvsem je treba paziti, da je dobra prebava, ker peristaltika tudi vpliva na limfno tekočino. Tako da to in pa dovolj zadostna količina vode. Voda, res, to je zelo pomembno. Tukaj, ko smo že pri teh osnovnih stvareh, je pomembno tudi dihanje. Dihanje s trebuhom oziroma globoko dihanje je zelo pomembno spet pri marsikateri stvari in tudi pri limfni tekočini, ker z dihanjem v bistvu limfne žile in venske pritiskajo, tako se krčijo. Pa gibanje. Sedeč položaj in stanje na mestu sta zelo slaba za limfni in venski pretok, tako da tudi krčne žile so tiste, ki jih obravnavamo limfterapevti. Res? Ja, in pač zatekanje zaradi krčnih žil. Ja, imajo določeni potem poklici v bistvu več možnosti v narekovajih, pač da pride do teh limfedemov, ne? Tako so bolj podvrženi. Nekakšne frizerke, recimo, ne? Definitivno, ja. Da pride do limfedema je ponavadi razlog pač operacija, neka težava, že samo po sebi, ali pa da imamo primarni limfedem, da noge zatekajo, da limfna tekočina zateka, da v bistvu imamo težave z venami, je pa zelo pomembno. Prvo genetika in definitivno življenjski slog. Preveč sedenja, stanja in tudi poklici, kot so te, kot si jih naštela, vsi sedeči, stoječi poklici so tukaj ljudje zelo bolj obremenjeni kot tisti, ki imajo neko bolj dinamično delo. Kaj pa nosečnice? Ja, nosečnice so tudi zelo na udaru, pač zato, ker sploh ženske imajo večje težave, zato, ker so hormonske spremembe tukaj prisotne. Se pravi, tudi kar je pomembno, že prvo tromesečje je pomembno, da bi ženske nosile kompresijske nogavice, ker takrat je veliko sprememb hormonskih in z kompresijskimi nogavicami lahko preprečimo, da bi se žile preveč razširile, da bi se zaklopke v žilah v bistvu, da bi kri zastajala in s tem tudi vplivala na to, da imajo ženske večje težave. Tako da ja, definitivno, kar je tukaj preventiva, se pravi, čim manj stanja na mestu in sedenja, če že večkrat vstanemo in naredimo tako vajo, da dvignemo prste in potem dvignemo pete in močno. In po 25-krat pač ponovitvi teh gibov. To pa zdaj vsem gostom dala, da morajo delati, da skrbim za njihovo zelo pomembno. Res je. In vene, in vensko. To sta dva sistema, ki sta v bistvu zelo sorodna. Super, Neža, najlepša hvala za obisk. In ko smo ravno pri imunskem sistemu, dajmo si pogledati še en mim za na koncu. Pravijo, da so študije pravzaprav pokazali, da imajo ljudje s slabim imunskim sistemom tudi manj smisla za humor. Tako da poskrbite za svoj imunski sistem in predvsem dobro delujočo limfo.